še vedno, ne glede na to, da so absolutno vrhunsko zmogljivi stroji, bistveno bolj, kot so kadarkoli otroci kdaj v zgodovini človeštva bili, bolj zmogljivi kot mi, pa vendar so samo otroci. Zavedajmo se, da so samo otroci in jih nehajmo zlorabljati v tem načinu, v tem stilu, da iz njih prehitro delamo odrasle. Tega, kar bom zdaj povedala, večina noče slišati, ker veliko govorim tudi o starševstvu in vseh tistih, ki se kakorkoli ukvarjajo z nežnimi otroškimi dušicami. Otroci so res da bistveno bolj napredni. Razlika med včasih in danes je približno nekako taka, kot da si predstavljate, da so včasih bili otroci občutljivi toliko, kolikor stari tipkarski stroji, do tega, da so danes kot najbolj občutljive tablice, po katerih lahko samo nežno z enim prstom drsaš in se že nešteto funkcij sproži. Ja, že ptički čivkajo, vsi že vemo, da smo bombardirani z informacijami, da je ogromno več informacij na voljo za razliko od včasih, da jih danes v enem dnevu sprejemamo toliko, kolikor so jih naši dedki, babice za časa celega življenja. Vse to dajmo recimo od kljuka, da živimo, ampak to si sploh ne predstavljamo, koliko zelo vpliva na nas. Torej, mi na takšen bogat, impulziven informacij pa v način tudi vzgajamo svoje otroke, tudi komuniciramo z njimi in hkrati ne samo torej, da jim je tudi njim na voljo kup stvari, preko katerih prihajajo do kupa in balasta informacij, tudi mi smo zaradi tega z druge strani drugačen starš do njih. Torej, morate vedeti, da so otroci potem takem bombardirani kar dvojno, strani staršev in strani z vseh ostalih virov informacij. Kaj lahko mi kot starš dobrega naredimo pri tem? Ja, seveda potem takem to, da skušamo nek dotok in vir informacij bremzati, zavirati, ga omejevati, ne bi jim mogli narediti večje usluge kot to. Je že res, da sem povedala, da so občutljivi in zmogljivi tako kot najboljše novodobne tablice in telefoni in podobno in računalniki. Bolj so dojemljivi, več vsebin preteklih nosijo v sebi, njihov celični spomin poka od vsega, kar so si že v vseh teh obdobjih uspeli nabrati tudi oni, za razliko od kakšnih prejšnjih generacij, ampak hkrati pa to še ne pomeni, da niso samo otroci. In danes se dogaja to, da so tako hitro zaradi vseh informacij dvojnega bombardiranja, tako zelo razviti, delujejo drugače urejeni, da še nas starše lahko hitro zavede, da so naši otroci pravzaprav starejši, kolikor v resnici štejejo let. Na to se dajmo vsak dan opomniti. Ne samo 12 je, samo 12. Ne samo 16 je, samo 16. Ne, samo 8 je, samo 8. Vsak dan si prosim, dajmo starši povedati, koliko šele naši otroci v resnici štejejo let. In temu primerno, ko si boste to rekli, se boste spomnili, otrok je šele. Morda pa vse ni zanj primerno. Ni prav, da vse vidi, da vse ve, da vse sliši. Ker niti od tega, kar vidi, ve in sliši, kar misli, da ve na podlagi tega, kar vidi in sliši, sploh ni vse res. To so vse samo različice, balast, ki jim ne hodi v dobro, ki jim prej škodi kot koristi. To je tisto, o čemer se ne govori. Mi se samo jezimo zaradi posledic, ki nastanejo, torej zaradi vseh odvisnosti, zaradi nasilja, zaradi prehitre spolnosti, v katero stopajo, zaradi neprimernega načina urejanja. Vse to so zgolj posledice vsega tistega, kar mi, ko je bil pravi čas, nismo pravilno dozirali oziroma pravi čas zabremzali. Na dolgo in široko tukaj in zdaj o tem ne morem razpredati, lahko pa povem eno zelo jasno in zelo preprosto pravilo, ki vam bo vsakokrat, poleg tega, da se vsak dan opomnite, koliko v resnici je vaš otrok šele in samo star, če otrok sploh ne sprašuje, zakaj in kaj to je, do takrat mu sploh ne razlagajte nečesa. Čeprav mislite, da bi nekaj morali nasloviti. To, da otroka ne zanima in da aktivno ne sprašuje potem, najverjetneje nakazuje, da to še ni
toliko posedeno v njem, da bi to informacijo moral prejeti. Najmanj škode lahko naredite, če o nečem ne razglabljate, vkolikor otrok potem ne vpraša. Če pa otrok po nečem vpraša, ali pa se je kaj takšnega zgodilo, vi veste, da je nekaj slišal, nekaj videl, in če res čutite to enormno željo nasloviti določeno temo, potem se res držite načela manj je več. Vedno skušajte oblikovati informacije in jih ustaviti na tisti točki, kar bi bilo še zanj sprejemljivo glede na njegova leta. Kar pomeni, če imate vi otroka, ki je mlajši od 12 let in da vas vpraša po nečem zares kompleksnem in po temah, ki so primerne za odrasle, ki so neprijetne, negativne, od raznega nasilja, spopadov, vojen, spolnosti, karkoli od tega spektra, takrat priredite vsebino otroku. Do takrat je otrok še vedno. Zdaj boste rekli, ja, pa seveda, da ne, lejte, kakšni so že danes, kaj že vse počnejo, kako so hitri, kako prehitevajo, že pri 10 so takšni drugačni. Da, zakaj? Zato, ker so jim bile vsebine dane, ponujene pred časom, ko bi bilo to za njih primerno in na način, ki za njih absolutno takrat in tam ni bil primeren. Dejstvo je samo eno, da so naši otroci danes posiljeni na mnogo več načinov, kot si mi lahko predstavljamo, da je to sploh možno.